Evo, policajci so nas ustavili. Jure pravi, da nas bodo vse aretirali. Porto, stari. Oglasili so se skijenci, to so tisti modeli, ki imajo v Savinjski dolini enega najlepših salonov in v katerem kraljujejo. Ma se veš, jetski, štirkolesniki, side by side, take res hude igrače. V glavnem poklicali so iz skijenci in so rekli, atmosferci, a bi šli vi za par dni na Portugalsko sprobati na par res besnih strojev, pa mogoče vas spravimo tudi na valove. Vse, kar ti lahko rečem, je to, da nas čaka nor dan in tale vlog, ta bo za pogledati do konca, obljubim. Pejmo. Zdaj pa preden se spoznamo s frišno motorizacijo, še moment za Milfo. To je en nov salon od BRP-ja, tle na Portugalskem. Veš kaj, lepo so zrihtali, ampak nisem ziher, če ni tist pri nas v Savinjski. Sem še malo hujši. Moja pa dobro garažo, stari. Kaj je to? Madonna. Thank you. Kakšno čelado si vzel? Kaj je to divji prešič za drej za To Milfo? je za 125 skuter za po mestu. Pa daj te me pustiti pri miru. Kje imaš to nad strešem? Kje imaš senčnik? Kje je pergola? Daj mi nazaj to čelado, stari. Pa niti nalepke še ni zdal dol Top Gun wannabe. Pa Jure Gregorčič je hitro najdel svoj spirit animal, ne? Veš, pri kjer se je najprej vstavil. Ne, pa še nekaj ti moram pokazati. Au, stari. Ta bi bil zate. Jure, ta bi bil zate. Stari, lej to, na klips. Sam pa mogo pa še kaj malo več zemlje kupiti, stari. Zemlja mi je zdost. Pa poglej krampe. Lej, Aha, si že najdel elemente, ki te malo rajcajo, vidiš, to je pa coke, ne? Evo, zdaj pride pa pojasnilo, zakaj smo tukaj, na hitro predstavitev novega Outlanderja, pod paterjem. We brought a brand new engine in both the 850 1000R engine configuration. How we were able to achieve over 100 HP per liter. We're able to put a lower quality fuel in the vehicle. We don't need to put premium fuel. We know that our off-road crowd don't have access always to premium fuel. Model je ravno kar povedal, kakšna je v osnovi razlika med izvedenko 850 pa Jurija. Zato, ker v osnovi gre za enak oziroma isti Rotaxov motor 999 kubov, ki proizvede 101 konja, kar je seveda možno po zaslugi zelo visoke kompresije, ampak razloži tudi seveda, da močnejša varianta Jurija Kubo ima 101 konj, una druga je na nek način detuned, pa pripele pa v igro, kako smo rekli, 82 konj, plus poudarili so ena stvar, ki je zares zelo pomembna. Zračni filter za celite menjalnik, ki je tudi pomemben del te igre in je bil optimiziran, prilagojen, je zdaj lociran na najvišji točki, v bistvu pred balanco. Govorim za filter, ne samo za menjalnik, ampak tudi za motor. Zdaj me ful matra, da bi ti vse razložil, kar vem, ampak ti rajš to razložim na terenu. Ok, zdaj se gremo popeljati, kvadi so za nami, pojmo en krog. Evo, za nami je prva runda fur, je pa ful fajn, zato ker ves čas vmes switchamo med prejšnjo oziroma med starim Outlanderjem pa ta novim, tako da zares lahko vidiš, kakšne so razlike, o katerih sem govoril prej. Predvsem pa tale človek je že dobil eno opozorilo inštruktora. Jure, preveč si bil na poskok že, ne? Ja, ne vejo, kaj pomeni štirkolesnik v poslednji tango. No tako, za atmosferci je zdaj ena debela ura neposredne primerjave med Outlanderjem, ki odhaja. In se mi zdi, da ti povem že na nek način čisto vse, če ti rečem, da je kar 95% vseh sestavnih delov, vseh komponent na novem Outlanderju novih, drugačnih od prej. Evo, brata, vsak po svoje, pa posebej zbirate vsebino za svoje kanale, sicer pa ne pozabite, Can-Am Outlander je delovni stroj, v Sloveniji registriran oziroma zabeležen kot traktor. In zato ni nepomembno, da začnemo s številkami, ki se navezujejo na njegovo sposobnost prečanja ovir. Kaj zdaj? Pohriveno zgor, pa pohriveno dol. Kaj je bilo zdaj to? Čakaj, ti povem, ko že govoriš o traktorju. Ta je dosta ozek, da se med brajde pripelješ, ko je trgato,
ali pa kaj treba kabrnike spodobirati. Šukom zdaj jaz dolgočasen, kam sam povedal, kakšen hod imajo fedri spredi pa zadi. Spredi dobrih 27, hod vzmetenja zadi 30 centi, njegov podnji je pa oddaljen 28 cm. Se mi zdi, da so to neke osnove, ki jih človek kar more vedeti. Mimogrede, oddaljen je mečken več oddaljen, kot je bil. Tehnološka inspiracija za nadgradnjo podvozja je prišla od Mavericka, ne? Veliko bolj se vozi. Veliko bolj, no se to sem pa hotel zdaj povedati. Pa Jure, ja, povej. Ciril, ko smo že pri traktorskih lastnostih, tukaj vzad je lahko pregurtaš tudi Gregorčiča, ker Gregorčič nima 108 kg in merno lahko to dela. Od spredaj gre pa za 54 kg krompirja gor, tu sta dve ta velike vreče. Pa zadaj, če prideš še klele, mu ritko pokazati. Tako, Jure. Ja? V bistvu Jure hotel sam povedati, da nosilnost zadaj je 108 kg, spredaj pa 54 kg. A veš, da ima od legalne prostore, ne? Ja. Če pogledaš 224-letnik, jih nima, ne? Mislim, pred 224 si lahko je nagurtno, ne? Tukaj imaš pa dejansko prostor, v katerega lahko nekaj pospraviš. To je pa tudi čisto drugače. Pa imata link upetja, ne? Se pravi, da kupaš neke elemente kot dodatno opremo in pol jih tukaj daš kot upneš, ne? Frank, pa od zadnjega ima tu, čak sam, da jaz pogruntam, takole narediš. Ti jaz pomagam. Ne, se gre malo na trdo. Pa, če se namotam, pol tudi te dva zavrtiš, ne? Tu je škatla za orodje, ne? Ja, pa gre flexerca s tabo. A ja, pa še tole ti pokažem, no? Prej, ko smo bili pri traktorjih. Zdaj, jaz o tem vlogu kaj povedal, povej. Lej, klele se najprej pokaže, si že videl, da je tako spolirano bučko. Disko kugla! Ampak veš, kaj ta kugla prepne? 830 kg, pa Helina razdelilna kapa, 7,5. Ampak veš, koliko je 830 kg? To je dvakratnik teže samega vlečnega vozila, ne? Ja. Najprej te pokaž lisička, ne? Tudi Foxovo vzmetenje imaš lahko. Ampak čakaj, Fox ni serijski, ne? Ne, imaš ga pa lahko, ne? Serijski Pri tej različici, ki je X, lej tamle preber, na menjalniku. XTP, ma kaj, serijsko, sicer pa lahko da kupaš Foxa, kaj? Ja. Pol imaš pa še, kar hočem povedati, bomo pokazali od spredaj, ampak vidiš, klele gre od motorja auspuhvar, ne? Ja, vidim, ja. In pretok vročega zraka so zdaj čisto drugače speljali, da te v jajčka pa v noge ne A gre. veš, kaj smo se s prejšnjim vozili, z letnik 2024, pa te skozi neki v nogo, pa grejali tukaj pa nič. Ja. Ok, ali zdaj jaz še kaj povem? Daj povej, a pa veš, kaj boš povedal naprej? Jaz točno vem. Kaj? Daj meni povej, sem meni. Lej, novo kapo sem ti dal, le kakšna je. Lej. Ja. Le kakšna je. Daj to stari. Daj, Jure, no. Vse smo na traktorju. Kar se pa tiče same pogonske moči, ti lahko v osnovi izbiraš med dvema pogonoma, katerega bistvo je enak oziroma isti 999 oziroma 1000 kubični Rotaxov izdelek. Ta močnejši Jurja ima 101 konja, ta šibkejši ima 82 konjev. Mimogrede 1000 kubičen je prej pospešil do 100 v 6,5 sekundah, zdaj pa zato rab 5,9, ta švohnejši 850. V bistvu gre za ene vrste detunan motor, ki je v osnovi enak, kot smo rekli, no tisti pa rab nekaj čez 8 sekund. 8,7, nekaj tacga. O vlečni moči je že Jure povedal, seveda lahko šaltaš med dvo- ali pa štirikolesnim pogonom, vklopiš lahko tudi diff-lock in potem na njegovo uslugo lahko računaš tam do 40 na uro. Predvsem pa to, da smo lahko peljali prejšnjega, pa ta novega 225. Veš, jaz se vseeno manj spoznam na štirikolesnike, na kvadeke, na avtomobile, pa ti bom tako povedal. Razlike v vibracijah, razlike v zmetenju, nekaj si pa hotel povedati, Jure, ne se lahko priješ zraven. Razlika... Hotel povedati, da je tako, kot da bi zajahal. Ne, model. Kot da bi zajahal Haflingerja prej ali pa polipicanca. Pa če gremo pa na avtomobile, imaš feeling, da nisi preskočil eno, ampak kar dve generaciji. Razlika v tem, kako se peljeta, je izredna. Kako se vzmetenje odziva na vse skupaj, kako se sedi, sedež je udobnejši. V bistvu vsi elementi, ki smo prej govorili, 95% je novih, zares poskrbijo tudi, da je razlika v nebo vpijoča. Tako. A veš, kaj jaz ne bi zanemaril, ne? Kaj? Dejstvo, da če je še kakšen tak na zalogi, pa če ja, bo dober stari. skonto, to je dober deal, ker mi ne govorimo o tem, da je ta slab. Ne, seveda da Govorimo ne. o tem, da je ta res nadgradnja. Ja. Mislim, to je zelo zmogljiv delovni stroj, ki ga najbrž marsikdo že pozna. Ne? Ta je pa postal, dajmo reči, zelo malo bolj sofisticiran delovni stroj po sami izkušnji. No, pa da ne zanemarimo videza, vse najdemo kar nekaj razlik. Mogoče ta deluje zelo malo bolj športno, ampak če se pa lučki dotaknemo, vidiš tudi LED trak, tukaj prejšen, 24 nima. Ta ga pa ima pa tudi lučke zadaj. Poglej, pri Tanomu, pardon, pri 225 so takole, no, pač čisto druga oblika. Ta prejšen, ne ta star, ima auspuh na levi. Ta nov, mislim, 225, ima pa tako kot Maverick,
auspuh na sredini. Let's show it in the action and let's everybody try it in real use, not just looking at what it looks like. V tem trenutku lahko rečem sam, Can-Am, vsaka vam čast, da ste organizirali dejansko ene vrste delavnico, kjer bomo vaše stroje spoznali. Mislim, ponovadi te stvari gledaš na prospektih, ne? Z njimi bomo dejansko delali, se izobraževali na praktičnih primerih. Jure je pa, da bi ravno kar v koraku v nebesa. Evo, ti je srček zašpil, da smo ga dejansko nekaj narediti, Balca, 800 kg, slama od zadnji, pa bomo pa tu dol vrgli, ne? Vidim, da ima kiprca, ne? Tu 800 kg ne primeš pa odložiš te pred kojno ali pa pred kravo, ne? Je treba malo na vinč delati. Pa... Saša ima opravka s sekanci. Temu se reče prava predstavitev uporabniškega vidika. Evo, Jure ima pa še vedno balo gor. Meni je jasno, da marsikdo, ki vidi ATV-ja, vidi samo, ko bi se ganjal po hosti, ne? Ampak, ko pa prideš pa na takšno predstavitev, kjer se dejansko naučiš, kako uporabljati kakšne stvari, pa tudi kakšno novo tehnologijo spoznaš, to je pa pol druga zgodba. Joj, koliko dober, stari, Jure pa že 7. krog dela. Dan 2 stopimo z busa. Ravno kar smo slišali pa, da zelena skupina, da nas čaka Sea-Doo Experience. To je pa še posebej zanimiv, predvsem zato, ker smo se ravno kar pripeljali v Nazare. To je pa kraj, ki je znan ne samo po valovih, ampak kar po največjih valovih na celem svetu. Thank you. Oh. Good pullover. Ok, zdaj zgodba postaja jasna. Tele majstri, ki so tukaj v Nazareju praktično doma, nas bojo naloadali na jetskije in peljali na območje, kjer se delajo največji valovi na svetu. Tale ekipca zadnji nas bo peljala na valove, sej, ki drugega nimam za povedati. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Stari, to je pa noro. Mislim, moram kar malo zbrati te občutke, zato ker si enkrat sredi teh valov, pa zaslutiš, kaj vse se še lahko zgodi, kaj zaslutiš. Mislim, kaj slišiš, ki ti rečejo, da to je danes tako, easy dan. Pa rečeš, aha. Pridobiš eno čist novo spoštovanje do narave, se ne da ga nimam, ampak take scene pa res ne poznam. Vozijo nas pa Sea-Doo z razlogom, pa veš, da moraš imeti zanesljivo opremo, da lahko potencialno tudi priješ situacijo, da rešuješ življenje. Ne samo, da jih furaš levo desno, da oni furajo največje valove na svetu. Stari, danes se vse tako hitro odvija. 1 minuto smo na valovih, tamle zunaj v zalivu, to 2 minuto imamo pa že čelado gor, pičimo en krog. Really quick, just important stuff for you for the... Shit, ta je zaseden, stari, ampak mi je colorway všeč, vidiš, kao ima racing. Ta je tudi full hood, kot Golf Racing, imamo modro, oranžno. Ko pa če pa z tega vzel, stari? Opa. Čakaj mal. A tale Army je še na voljo? Ok, proceduro poznamo.
on. Muske pa zdaj res ne rab. Šli smo na eno kratko furo skozi središče Nazareja, zdaj smo prišli na en razgled, pol pa po mojem nazaj. Zdaj pa jaz vem, kako se motoristi zelo pogosto, se zelo hitro opredelite, da trikolesniki niso motorji. Mislim, v najbolj klasičnem pomenu zagotovo ne. Si pa predstavljam oziroma vidim neko skupino ljudi, ki jim pa takšna oblika mobilnosti mogoče zaradi številnih dejavnikov prav ustreza. Jaz recimo sem popolnoma, ali pa ne rekel popolnoma, zelo neizkušen motorist, mi pa takšen način premikanja vseeno ustreza. Valjda ne morem skakati levo, desno, v bistvu sem samo tako hiter kot avtomobil, ker ne morem prešišati kakšne kolone, ampak nekaj malega feelinga pa vsem dobiš, pa mogoče nekdo, ki je starejši, pa nima več občutka, da je lahko tako stabilen, kot je nekdaj bil. A veš, zagotovo niso nastali kar tako, brez veze, to sem hotel reči. O tem, koliko je pa zanesljiva mehanka, pa pogon, pa tako naprej, pa se mi zdi, da sploh ne bomo. Ker če kdo ima BRP oziroma Can-Am te stvari poštimane, da so, kako se reče, trpežne, zmogljive, pa pripravljene na marsikaj. Tudi na neizkušene voznike. A ja, no, to je pa ta razgled. Evo, dajmo pogledati, kaj se dogaja na plaži. Bam! Mi smo sredi oktobra, ljudje pa čufotajo, vidiš to? Fajn. Evo, policaji so nas ustavili. Jure pravi, da nas bodo vse aretirali. Najprej sem mislil, da moramo na policijsko postajo, ampak so nas policisti samo pospremili do našega izhodišča. Kaj se bo zgodilo zdaj pa? Ne vem, policaji so še kar cukli. Bomo videli.